Sedaj si bomo pogledali fizikalne količine povezane z elektriko. Pa začnimo kar pri električnem naboju. Električni naboj ima simbol malo tiskano črko E ali malo pisano črko E. Enota za naboj je amper sekunda, lahko pa tudi kolon, s tem, da kadar računamo, vedno vzamemo amper sekundo, ker se z njo da računati naprej. To je nekaj takšnega, kot recimo pri tlaku, ko imamo enoto Pascal. Pa je Pascal enak Newton na kvadratni meter in v računanju vedno uporabimo Newton na kvadratni meter. Naprava, s katero merimo naboj, je elektroskop. Pri naboju je dobro, da vemo, da je osnovni naboj E0, osnovni naboj, enak 1,6 krat 10 na minus 19 amper sekunde. Elektron ima vedno naboj minus E0. Proton pa ima po velikosti enak naboj, samo da je pozitiven, plus E0. Sicer pa vedno velja, da naboj E enak večkratniku osnovnega naboja. Recimo, če imamo napisano, da se je pretočilo 10 na 9, torej milijardo elektronov, potem je naboj 10 na 9 krat 1,6 krat 10 na minus 19 amper sekunde. Naslednja fizikalna količina je električni tok. Električni tok označimo s črko I. Enota pa je amper. Naprava za merjenje toka je amper meter. Kaj je sploh tok? Koliko naboja pretoči skozi dani presek neke žice v določenem času. Gre torej za to, če imamo mi nek vodnik s presekom S in tukaj se gibljejo elektrončki, mi potem merimo, koliko elektronov pride tukaj skozi v času T. Več kot jih pride, večji je električni tok. Zato tudi enota za E za naboj je amper sekunda, enota za čas je sekunda, se torej sekunda pokrajša in ostane amper. Tok 1 amper je ogromen tok, ponavadi govorimo o toku miliamper. Miliamper. Mili, vemo, da pomeni 1/1000 in zato je to 1/1000 ampera. Tok merimo z ampermetrom. Ampermeter vedno vežemo zaporedno. Pri tem pa je pomembno, da je upor ampermetra zelo, zelo, zelo majhen. Imamo to v virtualnem laboratoriju. Žarnico bomo vezali na baterijo in zaporedno k njej smo rekli, da vežemo tudi ampermeter, ki nam pokaže, kakšen tok teče skozi žarnico. Sedaj bomo namesto tega ampermetra vezali nek upornik. To naj predstavlja upornik ampermetra. Pa poglejmo, kaj se zgodi. Upor bomo zmanjšali do 0. Takrat žarnica normalno sveti. To je idealen ampermeter. Ampermeter z uporom 0. To sicer ne moremo doseči, ampak naša želja je, da naredimo ampermeter s čim manjšim uporom. Če bi imel ampermeter večji upor, potem bi to začelo vplivati na žarnico. Če bi bil upor prevelik, bi žarnica praktično nehala goreti. Naslednja fizikalna količina je napetost. Napetost označimo z veliko črko U, enota pa je volt. Napetost je najbolje predstavljati kot razliko v nadmorski višini.
Če hočemo, da voda teče, potrebujemo neko razliko v višini. In prav tako, če želimo, da tok teče, potrebujemo napetost. Večja kot je ta razlika, se pravi večja kot je napetost, hitreje bo tok tekel. Napetost merimo s pomočjo naprave, ki ji rečemo voltmeter. Ker vemo, da napetost ostane enaka, če vežemo nek porabnik ali pa karkoli vzporedno, moramo tudi voltmeter vedno vezati vzporedno. Pri tem moramo paziti na to, da je upor voltmetra čim večji. Če bi bil upor majhen, bi tok, ko bi prišel do sem, šel kar skozi voltmeter. Če pa je upor voltmetra velik, dosti večji kot upor tega žarnice, bo tok stekel skozi žarnico. Če pogledamo to še v virtualnem laboratoriju, voltmeter torej vežemo vzporedno. Poglejmo, kaj se zgodi, če bi bil upor voltmetra premajhen. Naredili bomo vzporedno vezan upornik in to bo v bistvu upor, predstavljal upor našega voltmetra. Takole. Če je upor tega voltmetra zelo velik, potem vidimo, da praktično ves tok teče še naprej skozi žarnico. Čez voltmeter žarnice bi lahko tudi ugasnila. Če vežemo vzporedno upor, vemo, da bo nekaj toka teklo skozi žarnico, nekaj toka pa bo teklo skozi voltmeter. Če ta upor povečamo, s tem zmanjšamo tok, ki teče čez voltmeter. Naš cilj je, da ta tok čez voltmeter praktično nič, zato mora biti upor zelo velik. Če pa je upor majhen, potem veliko toka teče tudi skozi voltmeter. Pri tem se nam lahko zgodi, če bi voltmeter je torej vedno vezan vzporedno in mora imeti čim večji upor. Je to cev, po kateri teče voda, pa dajmo tukaj gor takšno loputo, ki se lahko čez to zavrti. Najprej dajmo takšno zelo mehko loputo. To pomeni, da že če bo malo toka priteklo, se bo loputa dvignila in voda bo lahko stekla skozi. Če bo torej majhen upor, bo ta loputa prepustila veliko vode. Če pa bo ta loputa močnejša, potem se ne bo tako hitro premaknila in odprla prostor vodi. V tem primeru bo tok skoznjo majhen. Pravi, upor je kot loputa, ki se lahko odpre. Če je, zdaj lahko je seveda nek isti upor prepreči, da tok teče, če imamo majhen nagib, torej majhno napetost. Če pa je upor velik, potem ta tok teče hitreje. Če pa je upor majhen, potem se ne bo tako hitro premaknila in odprla prostor vodi. V tem primeru bo tok skoznjo majhen. Pravi, upor je kot loputa, ki se lahko odpre. Če je, zdaj lahko je seveda nek isti upor prepreči, da tok teče, če imamo majhen nagib, torej majhno napetost.
isti upor pa bo spustil tok pri večji napetosti. Pa si bomo pogledali v virtualnem laboratoriju, kako to izgleda. Tukaj imamo upornik, ki je vezan, kateremu je zaporedno vezan voltmeter. Pa poglejmo, kaj se zgodi, če napetost vira povečamo. Če napetost vira povečamo, se poveča tudi napetost, Tukaj imamo vezje, v katerem s pomočjo zaporedno vezanega ampermetra merimo tok skozi upornik in z vzporedno vezanim voltmeter merimo padec napetosti na njem. Če skozi upornik teče napetost 10 voltov, potem vidimo, da je tok 2 ampera. Pa si bomo to zapisali v tabelo. Dvajset, 4. Upor nismo spreminjali. 40, 8, upor je bil isti. Se pravi, če imamo 10 ohmov, je pri napetosti 40 voltov, tok samo še 4 ampere. Če upor še povečamo in ga damo namesto 10 recimo 20 ohmov, ugotovimo, da je pri isti napetosti tok samo še 2 ampera. Tudi tukaj velja, da je U v z I enako upor R. Navpična os tok I, vodoravna os pa tok U. Rišemo torej graf toka v odvisnosti od napetosti. Zapišemo še enote. Koordinatno izhodišče in pogledamo te podatke pri istem uporu. Pri 10 voltih teče tok 2 ampera. Pri 20 4 ampere. In pri 40 voltih tok 8 amperov. Kot vidimo, vse te točke ležijo na isti premici.
Pravimo, da sta tok in napetost premo sorazmerni količini. Če bi bil upor manjši, potem bi pri isti napetosti, recimo 10 voltov, tekel skozi večji tok. Če bi bil upor večji, pa bi pri isti napetosti, recimo tukaj imamo 40 voltov, ne teče več toliko 8 amperov, ampak samo 4 ampere. Torej, tukaj je majhen upor, bomo rekli minimalni upor, tukaj je maksimalni upor. In ta strmina nam pove, kolikšen je upor. Spoznali smo torej naslednjo pomembno formulo, to je formula, da je upor R enak U deljeno z I, najlažje si bomo pa zapomnili, če rečemo U je R krat I, imamo 2 uri. Tukaj imamo en takšen graf, električni tok odvisnosti od napetosti, ta graf je bolj realen kot prej. To pa zato, ker vidimo, da je tok v miliamperih. Tok nekaj amperov je praktično nemogoče doseči, ampak poglejmo za ta primer, kako bi iz tega grafa izračunali, kakšen je upor v tem primeru. Če je U enako R krat I, tega dobimo, da je upor R U vlomljeno z I. Sedaj si izberemo eno točko, recimo, da si izberemo kar tole prvo in ugotovimo, da je pri napetosti 1,5 voltov tok 20 miliamperov, to je 0,02 ampera, to pomeni, da je upor R 150 deljeno z 2, to je 75 ohmov. Če bi bila strmina večja, potem bi pomenili, da je upor manjši. Poglejmo zdaj še, kako izračunamo moč. Moč se označi s črko P, kot že vemo, iz energij. Enota pa je watt. To je tisti watt, ki je izumil parni stroj. Da dobimo formulo za izračun moči, pa si poglejmo tele slapove. Jasno nam je, da je večja moč slapa takrat, ko slap pada iz višje višine. Tukaj je sicer veliko vode, ampak ker višina ni velika, višina pomeni napetost v elektriki, vemo, da bo tukaj moč manjša kot pa tukaj. Se pravi, večja napetost, večja moč. Hkrati pa vemo, da bo moč tega slapu, večja kot tega slapu, čeprav gre za, lahko rečemo, da za enako višinsko razliko. Tako. Zakaj bo večja moč? Zato, ker je tukaj tok manjši. Moč P je torej odvisna od napetosti in od toka. Moč je U krat I. Ostane samo še ena količina, to je delo. Delo označimo z AE, enota pa je osnovna watt sekunda. Zdaj, delo je tako kot pri energijah povezano z močjo in časom. Mi vemo, da je moč delo s časom, iz tega sledi, da je potem delo A enako električna moč krat čas. Ker vemo, da je moč U krat I, je to U krat I krat T. Enota smo rekli, da je osnovna watt sekunda ali joule, ampak števec, ki nam kaže, koliko električnega dela smo porabili, nam kaže običajno kilovatne ure. Kilo pomeni, da je to 1000 vatnih ur. In zdaj še ure spremenimo v sekunde, dobimo, da je to 1000 krat watt krat 3600 sekund.
To pomeni, da je 1 kilovatna ura enaka 3,6 milijonov vatnih sekund, oziroma da je to isto kot 3,6 megadžule.